Najvišja oblika izobraževanja bi bilo, kako vračati pozornost nazaj. Namensko usmerjamo pozornost v ta trenutek na poseben način. Robert Križaj. Današnje okolje v bistvu tudi dela na tem, da našo pozornost pritegne. Voljenje pozornosti. Tako, to je dejansko, ko bi rekel, nafta, zlato, karkoli. Naša pozornost je blago. Ko govoriš s komorkoli, prodajalka v trgovini, malo večkrat se ostalo v življenju, pa probi ga videti, probi ga slišati. Ne gre za to, kar se nam dogaja, ampak kako to vidimo, interpretiramo. Ti se spomniš, ne rabim jemati osebno, v redu je, ampak to ni šlo ven. So najdli neke zapise 5. stoletja, kjer so imeli ravno tako težave ohranjati fokus, recimo, na Boga. So se odpovedali vsemu, ampak ko so se usedli, zaprli oči, hrana pa seksne. In rekel si, da imate s partnerko 5 otrok. Kako pri njih poskrbiš za to, da jih slišiš, da jih vidiš? Preden greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, 2, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. Daj mi prosim povej, Robert, s čim se ukvarjaš? Nekako danes tematika bo čuječnost, ampak to si vsak po svoje lahko predstavlja. Pa bi bil zelo vesel, da mi malo poveš tako iz tega vidika, zakaj si izbral to pot in kaj to sploh je. Ja. Meni se zdi, da je osnovno vodilo bilo želja po nekako olajšati si življenje ali pa nekako bolj ozavestiti. Oziroma sem videl, da z ozaveščanjem bo prišlo tudi do olajšanja, oziroma da grem lažje, bolj lahkotno čez življenje. No, recimo, se pravi, razne vzorce sem začel opažati, ki mi niso koristili, ne vem, v kakšnih situacijah sem nekako odreagiral tako, kar rajš ne bi, ali pa je imel neke posledice, pač moje vedenje. In me je zanimalo, kako pride do tega in zakaj ne moram tega mogoče zlahka spremeniti, oziroma si rečem, bom drugač naslednjič in potem naslednjič spet isto. Pa sledil sem temu, kako se počutim. Če se nisem počutil v redu, sem probal na način, kako se bom, oziroma kaj rabim, kaj je moja potreba. In sem bil dokaj brezkompromisen pri tem, da sem pač spremenil, če mi ni bilo v redu, nisem vztrajal v nečem, kar mi ni bilo. Potem pa sem prišel do, recimo, tehnik, ki se ukvarjajo ali pa do čuječnostnih tehnik, recimo, ali pa telesnih, body-mind tehnik, naključno, če lahko rečem, v prvem potovanju po Srednji Ameriki s takratno partnerko. Ona je bila nekako nagnjena k vadbi joge, oziroma je bilo to blizu. Jaz nisem imel teh inklinacij, recimo, takrat. Sem privolil, v smislu srečna ženska, srečen jaz, ne. Ja, pa pojmo, ne, in me je nekako potegnil. Zdaj še zmeraj ne vem čisto točno, zakaj ne. Takrat sem bil pač po študiju ekonomije, v poslovni svet me je zanimal, tudi prej sem že imel izkušnje s podjetništvom, že v srednji šoli v bistvu. Zanima me raziskovanje novih stvari, neko, če je prava beseda, rast, rečemo osebnostna rast. Ja. In sem nekako očitno z neko zdravo skepso pristopil in tam je bila tudi neka literatura, filozofska v to smer, in nekako nekaj me je pritegnilo, poleg tega, da sem se fizično bolj počutil. Prve ideje so bile, kako bom to uporabil, da bom bolj učinkovit v poslovnem svetu, večji fokus, bolj kreativen, tako naprej. Pa me je potegnila naslednja šolanja, sem jo potegnila zelo v to raziskovanje tega notranjega sveta, v bistvu, sveta, in učinki na moje zdravje, počutje in tudi neka želja, da bi to delil naprej. Je zrasla z tega. Nič od tega ni bilo planirano, recimo. Ja. Potem pa naprej bolj v to smer, se pravi, vse, kar imam nekaj poklicev, recimo, in sem razmišljal, kako zdaj povedati, kaj zdaj delam. Ampak v osnovi je, mislim, da to vodilo, kako živeti bolj zavestno življenje in kako drugim
pomagati, da tisti, ki pač želijo, pa pridejo do mene, da lahko tudi tako, se pravi, z večanjem zavedanja si vlajšajo svoj vsak dan. Ne. V celi tej poti, ki si jo zdaj omenil, se pravi, raziskovanju sebe oziroma pridobivanju nekih novih informacij, ne? Rekel si, da ni bilo nič planirano. Jaz občudujem to izjavo, ampak mislim, da vsakega človeka nekaj drugega usmerja. Kaj je tebe usmerjalo? Kako si vedel, kam iti, kaj je naslednji korak? Ja, gotovo je bilo, da sem sledil temu, kjer se dobro počutim, oziroma kjer sem zvest sebi, ne, recimo. Tako da korporativni svet sem po 5 letih zapustil, ker se mi je zdelo, da to nisem jaz. Tisto, kar se je od mene pričakovalo, da delam, ni bilo v skladu z mojimi vrednotami in s tem, kar sem jaz želel delati. To mi je znano. Ja, in tudi s tem, kaj s tem doprinesem svetu, recimo. Ne. Ja, tako da sledil sem in tudi, ko si rekel, pridobivanje novih informacij, bi se bilo pridobivanje novih izkušenj. Ne? Izkušnja je tisto, kar je, ko sem res začutil s celim bitjem v bistvu, ne, v telesu, da je to. Takrat se mi je zdelo, ok, gremo to pot. Ne? Mislim, takrat sem vedel, da je to prav. Kdaj se ti je to prvič zgodilo? A se mogoče spomniš, tako če zdaj nazaj pogledava, da si začel res poslušati sebe? Mislim, da sem bolj kot ne mogoče nezavedno poslušal sebe od otroštva, kjer sem recimo bil dost neko trmast otrok ali pa sem nekaj zapičil, nekaj hotel in pač ustrajal tistem, delal stvari, čeprav je bilo kot otrok, pa takrat v socializmu, to ne moreš ali pa to je prek mislim, imaš šolo, ne moreš še zraven, ne vem. Se sprodajo igrco ukvarjati, recimo, programiranje, ne. V osnovni šoli, potem v srednji šoli, in se mi zdi, da sem ves čas mogoče bil celo pretirano usmerjen na to nase, sem kasneje videl, da dost sebično mogoče, da bolj videl samo mojo potrebo in sebe in kasneje se naučil poslušati, seveda, bolj pa tudi prilagajati, seveda. Ne. Zakaj pa misliš, da toliko ljudi v teoriji, seveda, pa tudi iz moje izkušnje, ne zna poslušati sebe? Ja, po mojih izkušnjah z delo s klienti v psihoterapiji, recimo, lahko rečem, da je ena od stvari je gotovo, da so bili naučeni ali pa so dobili sporočilo ali pa so sprejeli prepričanje, da njihove potrebe niso pomembne. Ne? To je ena od sigurno je močnih stvari, kjer dajo prednost drugim ali pa recimo je bilo njihovo mnenje zavrnjeno kot nepomembno, definirano kot nepomembno ali pa pač ne, in kot otrok dostikrat sprejmeš tako sporočilo. Ne? Zdaj, enim to mogoče predstavlja izziv, tem bom že dokazal, da to ni tako, drugi pač pa sprejmejo to kot, nisem dober, ali pa nisem dovolj dober, ali pa nisem pomemben, pomembna. Ne. A imaš ti kakšno lastno izkušnjo v zvezi s tem? Ja, gotovo imam, mislim. Kaj je nekaj tazga, kar si... Ja, jaz ne bi mogel reči, da je bila ena izkušnja, ampak zdaj, ko opažam, recimo, kako, to je zdaj zelo osebna stvar, kako čist iz svojega vzorca moji starši delajo z mojimi, sem pa tja se odzovejo na moje vnuke, na njihove vnuke, se pravi, vidim, kako so gotovo bili še toliko več z mano, in gre v smeri sramotenja, recimo. Ne vem, fantki ne jokajo, kva zdaj smera, pa take stvari, recimo. In to v zadju gotov je močen občutek bil, ker pa zdaj bolj zaveščam pač, ne bi dovolj dober, se pravi, ne biti zadost, recimo, sramu,
tudi zelo je bilo to izraženo v osnovnošolskih letih, ko sem bil zelo sem imel komplekse glede svojega videza, recimo, ne. Tudi neke poteze potegnil, ki niso bile potrebne pri spremembi tega, govorimo o plastičnih operacijah, ne. Ampak mislim, brezveznih, ne. Ampak brezveznih v smislu, ja, takrat se bilo to brezveznih. Ja, pa tudi takrat, mislim, ja, takrat se mi je zdelo seveda, da je to rešitev ali pa da je to, ne, pač, da me to definira, ne, se pravi, taka identifikacija s tem. Ja, tako da to, in potem najdemo nekaj, in sem tudi sam najdel očitno neke rečemo, kreativne prilagoditve, ne, se pravi, najdemo način, kako gremo skozi življenje, pri tem, da to nekako malo potisnemo v ozadje, pa v nezavedno, ne, ampak nas spremlja, ne, in se ne moramo temu izogniti, dokler ne naslovimo. In tukaj pride tudi človečnost in psihoterapija. Jaz sem imel tudi kompleks v osnovni šoli, po moje, zaradi ušes. So mi štrlela. No, jaz isto, ja. Mislim, a res? Sem jih operiral, ja. Aha. No, jaz pa nisem pustil frizerke, da me kratko striže. Ja. Aha, ti nisi operiral čez, pa imaš kola že. Ja, pa očitno imam skozi že tako, veš. Ampak, jaz, ali sem to slišal od nekoga, ali mi je on rekel, da sem klempal ali nekaj. Ja. Se mi je dotaknil, ker sem tudi iskal, skozi sem iskal potrditev pa sprejetost. Ne. Tako zdaj, ko nazaj gledam, pa mogoče tudi jaz malo zaveščam določene potrebe, ki so se mi pokazale. Me pele velikrat v ta osnovnošolska leta, pa bulijanje. Ampak, veš, po eni strani sem si to zaslužil, ker sem na silo iskal neko pozornost. Ne? Ja, ampak z neke potrebe, ne? Z neke potrebe. Ja, na silo, nekaj ti je manjkalo. Ja, no, zanimivo, to da imamo celo isto. Meni so pač odrezali korstancne, ampak... Ja. Ker jaz tudi vem, da sem takrat zvedel, da je možno to, ampak ne vem, zakaj ne. Mogoče sem bil pač ok do te mere. Da... Ja, mislim takrat bilo, jaz sem se odločil, doma se rekel, kaj je to brezvezanje, seveda, ne, ampak sem pač ustrajal in naredil se, ne, da zdaj obžalujem, ampak... Ja. Zakaj pa obžaluješ? Ne, sej ne obžalujem. Okay. Ja. Mislim... Pač to je bilo. S čim je povezan to... Veliko ljudi, ki z njimi zdaj govorim, ki so neke take vzorce ozavestili, ki smo jih, se mi zdi, da premalo o tem govori. Iz vidika, da bi ljudje, ki jih še niso, imeli veš nek vzorc ranljivosti, da je ok to, da s tem ni nič narobe, ker če boš kjerkoli izmed nas vprašal zdaj, moram reči, z mano takrat ni bilo nič narobe, sam jaz sem mislil, da je. Kaj bi mogoče lahko sporočil rečva najstnikom, komurkoli, ki ima neke nesigurnosti, s temi izkušnjami, ki jih ima, modrosti, ki jih ima. Ja. Kaj bi lahko rekel zdaj? Tako. Kakšno sporočilo bi mogoče tudi sebi poslal v preteklost, če bi lahko? Sebi bi v bistvu sebe mogel poslati, ne? In temu malmo sebi dati tisto, kar ni dubo, ne. Kaj ni dubo? Ja, v bistvu slišanost, videnost, sprejetost, ljubezen, ne. Ne, da jo niso starši dajali, ali pa ja, želeli dati, ampak pač so tudi oni v svojih vzorcih in se kdaj zgodi, da pač ne moš, ali pa pokažeš to na tak način, ki ni čist. Tako da, ja, in tudi zdaj v bistvu lahko smo starši svojemu otroku, ne? Ker ta otrok je tisti, kar nas dela nesigurne v življenju, ne vem, nas je strah, mislim, da strah je čist legitimno in koristno čustvo, ne? Ampak recimo, če se nečemu izogibamo, recimo, ne? Imamo neka vedenja, ki niso koristna, ne? Je to na nek način, lahko rečemo, tisti del nas, ki ni bil sprejet, ki išče potrditev, videnost, slišanost. In skozi odnos, če so to odnosne, recimo temu travme, ne?
pa izkušnje, in potem korektivna izkušnja skozi odnos v odraslosti nekako popravi to. Ne? Nekoga, najstniku, če ima nekoga, s katerim se lahko govori, teh svojih, je gotovo veliko. Pismo, ja. A si ti imel koga? Ja, jaz mislim, da ne. Mislim, ne. Zdaj si mi nekaj res močnega v zavesto. Pa ne, da nisem imel, jaz mislim, da bi me poslušali, sploh starši. Ja. Ampak jaz sem čutil, recimo, pri očetu, pokojnem že, sem čutil sram, da bi mu te stvari povedal. Tako, kaj bom jaz takmu decu to govoril. Mami po drugi strani pa sem, ne vem, zakaj nisem povedal. Kasneje sem ampak to po 18. Ja. Prej pa, ne vem, sem držal vse. Vse je bilo v meni in se je nabiral in nisem znal dati ven. In se spomnim enega trenutka, po moje, da to je odprlo odnos z mojo mami, ki je zdaj čudovit. En dan sem sedel na posli in je prišla do mene in me vprašala, kaj je. No in takrat sem začel jokati in sem pol ure jokal. In sem ji rekel, mami, ne vem, zakaj se tako do tebe obnašam. Ne vem, kaj mi je, ker sem bil tako namensko nesramen. Da bi, ne vem, mogoče pokazal moč ali kaj jaz vem. In dejansko nisem bil dovolj pogumen, da spregovorim o svojih notranjih občutkih, nisem jih znal dati ven. Če iz lastne izkušnje govorim, tako da si zelo močno stvar povedal. Mislim, dobro je, če imamo nekoga, ki ve to, ki vidi, ki opazuje, kaj se dogaja, tudi zna pristopa do nas na način, da se lahko odpremo. Brez obsojanja. Očitno si ti začutil pri mami, da ti sem trenutko, da lahko. Trenutek, ker je dušica, brez obsojanja. Lepo. Ja, in se mi zdi tudi ena zelo lepa, sploh če delaš z ljudmi, tako kot tudi ti. Mislim, da vsak psihoterapeut to lastnost mogoče ima, nočem reči vsak. Te, ki se ukvarjajo s tem, pa jih jaz poznam, dejansko ni tega obsojanja, so sposobni biti opazovalci. In ko enkrat človeka naučiš, ko enkrat človeka naučiš, da sam rata svoj opazovalc, brez obsojanja, takrat se mislim, da lahko začne ta proces zdravljenja ali pa, kako bi rekel. Ja, to je tudi nek namen, da ljudje sami prevzamemo odgovornost za svoje življenje, v bistvu, in ker tudi sami najbolj poznamo svoje življenje, ki ga živimo. Ok, tukaj lahko premo zdaj omenimo človečnost, ker če smo prisotni, sicer nam je lahko to nekaj novega, ko začnemo se zavedati. En lep rek sem zanč prebral, pa mi bo zgleda zdaj odplaval. Tako da bo prišel nazaj brez problema. Ampak čuječnost. Zdaj, jaz, ki sem slišal za to, v bistvu, kako je sploh prišel do te epizode, mogoče bom povedal. Mene je kontaktirala ena punca in mi je rekla, jaz sodelujem z nekim podjetjem in želimo tematiko čuječnosti, da bi se o njej več govorilo. In mi je bilo to ful všeč in je rekla, vse, kar želim, je, da če lahko povabiš nekega gosta, ki bi pač o tej tematiki dobro govoril. In sem rekel, ful mi je všeč način, na katerega si pristopila, ni najeme. In bi z veseljem tudi jaz o tej tematiki govoril. Ne vem sicer, kaj si predstavljati po to tematiko, ampak greva najdete enega gosta, ki mi bo ustrezal in ki sem na te naleto sem začutil. Tako, kot si ti tudi prej rekel, sem rekel, pismo, všeč mi je. Neki se mi zdi, da mi bo ta človek dal. Sem pa čuječnost jaz dojemil kot biti v trenutku. Torej, biti prisoten. In jaz sem si tudi letos dal tu prezencija zaradi hčerke moje. Ker sem rekel, kaj je moje potencialno obžalovanje pri otroku, je, da ne bom dovolj prisoten. In to ne pomeni, da sem jaz zraven, ampak da vidim, da res vidim tega človeka in da slišim tega človeka, bitje, kakorkoli. In se mi zdi, da čuječnost je lih to zaveščanje ljudi, da samo opazi, kje si v tem trenutku, in mogoče celo neko dualnost opazovalca pa tega, ki se mu dogaja. Zdaj me pa zanima, kako bi ti ta pojem opredelil v svojih besedah.
Tako kot si rekel, pač biti prisoten, ne? S tem, da tukaj je poudarek tudi na kako smo prisotni, vključuje zavedanje in pozornost, ne? Se pravi, kje je naša pozornost. Druga stvar je pa, zakaj nismo prisotni, ne? In zakaj moramo nekako delati na tem, da smo prisotni, ne? Tiste raziskave, ki so bile delane na precej velikem vzorcu, so pokazali, da skoraj pol časa nismo prisotni pri tem, kar delamo. Ne? Avtopilot. Ja, se pravi, smo na avtopilotu, oziroma da delamo avtomatsko, z mislimi smo pa nekje druge, preteklost, prihodnost, običajno. Se pravi, prvič, zdaj, zakaj je to? Je po moje povezano z pozornostjo, ki je po naravi taka, da jo evolucijsko čisto razvila tako, da jo zlahka neki zmot, ne? Ker recimo, če gremo v čase nabiralništva, ne, je naš prednik bom iskal hrano, ne, ampak je mogel hkrati tudi zaslišati nek šum, recimo, ki bi lahko pomenil neko grožnjo, ne, in preusmeriti pozornost tja, ne. Se pravi, ni nič narobe z našo pozornostjo, ampak problem rata, ko ne vemo, kje je, ko je veliko držljajev in te držljaje to pozornost in to zelo intenzivnih, vabečih, ne, barvitih, kakršnih koli, torej današnje okolje v bistvu dela na tem, da našo pozornost pritegne, ne. Je ekonomija praktično bazirana na pozornosti. Ja. Voljenju pozornosti. Tako, v bistvu, to je dejansko, ko bi rekel, nafta, zlato, karkoli je naša pozornost. Ne. Naša pozornost je blago, ne. Ki se prodaja in trguje s tem. Ne. Tako da in mi celo prostovoljno, ne, to pozornost dajemo različnim popraševalcem, recimo po tej pozornosti, ne, imamo zdaj socialna mreža, internet, televizija, karkoli, ne. In kar to prinese je, da postanejo eni točki preveč, ne, za možgane. Pozornost je bila tudi razvita zato, da možgani niso vsega mogli procesirati, ampak pač določene stvari, kamor je bila pač pozornost usmerjena, ne. Zdaj pa je tega preveč, lahko preveč, zdaj pa tega res preveč, ne, v bistvu. In če nimamo nadzora nad tem, kje je naša pozornost, in če jo ne moramo hoteno usmerjati in držati tam, kjer jo želimo, potem imamo težavo, ne. Kaj bi bil en ali pa dva načina, ki jih vsak človek lahko prakticira, da dela na tem? Ja, tukaj je potem raziskave, tisto, kar sem bral, recimo raziskovalcev, ki se ukvarjajo s preučevanjem pozornosti 20 in več let, recimo, ne, je bilo, da je praktično vadba krepitev čuječnosti, ne, ali pa meditacija, oziroma pozornost jemljamo, oziroma lahko pišemo tudi kot neko, da imamo možgani, imajo kot neka mišica za pozornost, ne, se pravi, da treniramo to mišico, ne, tako kot vsako drugo mišico. In zdaj, torej, način je natrenirati to mišico, ne, natrenirati to mišico, da in hkrati se zavedati, seveda, tako si tudi že prej omenil, se zavedati, kje je naša pozornost, kje želimo, da je naša pozornost, jo vračati tja, kjer želimo, da je, jo ohranjati tam tok časa, ki želimo, da je, vmes biti pozorni na to, ali je kakšen drug dražljaj, kjer je bolj pomembno, da imamo svojo pozornost, se odločati, da ga bomo zdaj usmerili tja ali ne, recimo lahko se pojavi vmes, se nekaj fokusiramo, neka potreba, lahko je čisto fiziološka, lahko je pa nek odzunaj nek dražljaja, pa neka potreba, ki je bolj pomembna kot tisto, s čemer se ukvarjamo in prosmerimo. Se pravi, reden trening, tako kot treniramo mišice, in v trenutku, ko nehamo, ali pa ko se ne ukvarjamo s tem, se pravi, peša, ne, atrofira, tako kot vsaka druga mišica. In stres, recimo, kakšne grožnje, slabo počutje vpliva na to, da ta pozornost se zmanjša. Ena stvar, ki meni pomaga, pa mi jo je moj zelo dober prijatelj Matej naučil, predal to znanje, je, da
me je v bistvu samo spomnil na to, da začutim telo. Tudi joga je recimo nekaj tazga, ki to uči. In zdaj v bistvu ena tehnika, ki jo lahko vsi delajo, je to, da pač samo sedi v tišini, pusti, da misli pridejo, ker bo pozornost šla na misel, ti pa pozornost vleč na neko občutek v telesu ali pa začuten del svojega telesa. Je to rama, je to komolca, je to koleno, karkoli. Sam, da se ti učiš pozornost pač dati v sedanjost, ker občutek je vedno v sedanjosti, ne misli so, tako kot si prej rekel, prihodnost, preteklost, vedno. In več kaj teh misli, bolj ti izgubljaš pač nekako se pravi prisotnost v sedanjem trenutku in bolj te bojo pelale. In pa pride več misli in tvoja pozornost pač ne ve več, kje je, ni pa kleka bi mogla biti. Sej vadba človečnosti vključuje dejansko usmerjanje pozornosti, recimo temu iz glave v telo, ali pa čutiloma. Tudi zvok lahko samo zdaj zaznamo, vonjave, otip. Tudi misli so zdaj, vsebina misli je tisto, kar je, če gremo mi v zgodbo, potem smo v preteklosti, prihodnosti običajno, ampak misel je pa v tem trenutku se je utrnila, in zdaj, če lahko se, ampak to je pač težji način, tudi dih recimo, zelo pogosto se začnejo vaje človečnosti z opazovanjem dihanja, torej občutkov povezanih z dihom, kako si prej omenil. Telo je v tem trenutku, telo je samo v tem trenutku. Pravzaprav je pa nija, zdaj. Okay. Ampak občutki so v tem trenutku, recimo. Alan Watts si jih spremljal. Lih zanj sem en komad poslušal in zdaj to delajo, da v te house komade dajo neke misli govorcev in to porata del pesmi. No in mi je bil ful všeč ta, ker je govoril dejansko, da obstaja nič, pa infinite now, torej, kako bi to prevedla, se ne vem, brezčasni zdaj. In je rekel, da tudi, ko ti na neke spomine se spomniš ali pa misli prikličeš, da to v tistem trenutku obstaja. In da telo ne ve razlika, je to zdaj preteklost, je sedanjost. In da tudi občutki, ki jih te misli ven potegnejo, se dogajajo zdaj, ne v preteklosti. In tvoja interpretacija zgodbic tvoje preteklosti je tista, ki ti občutke vleče gor. Pa to je lahko sram, pa je to lahko jeza, pa je to lahko žalost itd. In da kar moraš narediti dejansko je v teh trenutkih, ko se to zgodi, iti v občutek in pustiti, da misel se odpne. To je pa Eckhart Tolle v svoji knjigi zapisal. S tem ven sem jaz to pobral. In je res, mislim, jaz bolj, ker sem začel to delati, pa se pogovarjal zdaj 2 leti treninga, bolj sem imel nekako občutek, da ne verjamem več tem zgodbam, oziroma da so pač zgodbe, ki so se zgodile, ampak da je moja interpretacija tista, ki narekuje, kako se jaz počutim. Se to je, ne gre za to, kar se nam dogaja, recimo, kar se nam znotraj ali zunaj nas dogaja, ampak kako to vidimo, interpretiramo in to potem povzroči odziv. Zdaj, če mi ne vemo, kje je naša pozornost, je lahko nekje premlevamo nekaj iz preteklosti, recimo, temu primerno neko čustvo se vzbudi, in mi skozi ta očala potem vidimo realnost, recimo, in se počutimo, tako se počutimo, ali pa vidimo stvari. Prej si mi rekel, ker sem te vprašal, kakšni so občutki pred podcastom, oziroma kako se počutiš, pa si rekel, da pred podcastom čutiš neko anksioznost. Klej pa direkt to, da gre v misli v prihodnost. Verjetno, seveda, kako bo to izpadlo. Kaj zdaj sprašujem, kako, zgodbe o tem, kako bo, in potem se seveda vračam nazaj v ta trenutek. In tukaj je tudi tisto, kar si prej rekel, kar v otroštvu lahko dobimo. Mogoče ne dovolj samo zaupanja vase, nek sram ali pa zelo dajmo veliko pomen mnenju drugih in tako naprej. In to potem vpliva na to, kako bomo mi doživljali neko situacijo, v kateri se znajdemo, pa se bomo znajdli. Koliko si mogel resnice o sebi videti, da si lahko rešil nek vzorc? Kako je ta proces pri tebi izgledal, dokler bi malo pobrskal? Prej si rekel, da še zdaj opaziš kakšne vzorce. Seveda. Kaj se je spremenil? Kako si... Ena stvar je, da pri človečnosti tudi, da se pravi ločimo dražljaj pa odziv na njega, da pride vmes da ustvarimo vmes nek premor, se pravi z vadbo pozornosti na ta način.
ustvarimo med nekim dražljajem, to je lahko karkoli, nekaj, kar čutila zaznavajo, ali pa misli. A da lahko en primer? Ja, karkoli. Recimo, kaj pa ima, on je šel zdaj ven, ne? In ne vem, lahko si mislim, ni mu zanimiv, ne? To je bila zdaj neka misel, recimo. Ne? Razumem. Ampak je prišla in pa se rečem, in pa imam tako reakcijo na to, ne vem. Nisem dosti dober. Ja, nisem dosti dober, karkoli, ne. Ljudje se dolgočasijo, kaj se vem, ne. Ja. In zdaj, če pa se zavedam, ne bi rečem, on je šel ven, lej pojavlja se misel, da ima to nekaj veze z mano, recimo, ne, in če imam tukaj prostor zdaj, se pravi, da ni takoj moj odziv, nisem dober, ne, ali karkoli, pa so samo lahko fizični občutki, da se slabo počutim zdaj zaradi tega, sploh ne vem zakaj, ne. Če ustvarjam, da prosto rečem, to je bila zdaj misel, to sem jemal osebno, pa stvari so večinoma neosebne, ne. Imam nek prostor, da se odločim, ko sem zdaj odzval, ne. Se pravi, je več možnosti, ni samo ta avtomatska, z mano nekaj ni v redu, ne, ampak lahko je mrzklemen. In to lahko potem malo olajša situacijo. Recimo. To mi je bilo všeč, kaj si zdaj rekel, da v bistvu si daš več možnosti, kar pomeni, da si daš kontrolo, izbiro, kako bi rad, da se zdaj nadaljuje ta zgodba. Ne? Tako. Ja. In to je čist kratek premor med, kako sem rekel, dražljajem in odzivom. Ker ko ni tega premora, imamo stresni odziv na stvari, ki je po definiciji avtomatski in more biti nezaveden avtomatski, drugačno moramo se omakniti nekim res nevarnim situacijam. Problem je, ko postane kroničen in ko to prenesemo v čustveno življenje, recimo. Neozaveščen, ne? Ja. V bistvu to, kar si zdaj rekel, je, da zavedanje, da obstaja ta dražljaj pa pol reakcija, je vse, kar rabiš narediti za to, da pač lahko ustvariš prostor. Ja, ker mi zelo hitro dražljaj že interpretiramo in ocenimo lahko kot grožnjo neko, ne? Sploh, če smo nagnjeni k temu, da jemljamo stvari osebno ali pa da je svet grožnja, ne? Če imamo to prepričanje, to izkušnjo mogoče iz otroštva, ne, kakorkoli, da ljudje nam hočejo nekaj slabega ali pa da je svet nevaren kraj za živeti, ne, potem bomo vsak šum lahko dojeli kot in imeli stresni odziv na to, ne. Se pa čisto avtomatski, v trenutku, ko je, takoj po dražljaju sledi pač stresni odziv. In koliko časa ta odziv traja? Ja, je odvisno, ne, zdaj z vadbo človečnosti, se prej zavemo, jaz sem zdaj v stresnem odzivu, ne, sem se odzval na nekaj, kar sploh ni grožnja, sem se odzval, kot da je. In že to zavedanje spremeni situacijo, ker zdaj se zavemo, da to ni tako in to je tudi začetek, pač vadba postopoma, neke majhne stvari, ne vem, da se ne razburjamo pred rdečo lučjo, ko se nam odi, recimo, ne, v prometu, ali pa, ko nas prehiti se urine, ne. Imamo lahko, smo včasih mogoče imeli smo se razjezili, začeli preklinjati, ne vem, nazaj neki, ne vem, kazati tismo človeku, ne, ali karkoli, ne. Zelo hitro z vadbo lahko ima čakate brez veze, ne, kaj zdaj, uni se urino, verjetno se bomo odijo ali karkoli, ne. Ja, bom pa kle nekaj komentiral iz lastne izkušnje. Jaz sem na ta način opazil, pa mi jo je zdaj ta mala pokazala to, ne, se pravi hčerka, da sem na ta način lih to s to čuječnostjo, ne, pa da nisem pol te reakcije vlekel, jezo tlačil. Torej, a veš, nekdo te urina, ne, ti se ta nabera v tebi, ta izbruh jeze, ti se spomniš, ne, ne rabim jemati osebno, v redu je. Ampak to ni šlo ven. Ja. Veš, kaj mislim? To je razlika, ne. Ja, kako bi mi to mogoče... To, da se zavedaš, da si jezen, ne, se pravi, avtomatski odziv, pa se razrežiš, greš v jezo, ne. Mislim, sej doskrat je jeza tudi ustrezen način lahko, ne. Tako. Ampak druga stvar je pa, da veš, da si jezen, veš, da te je strah, karkoli, ne, in ohranjaš stik s tem, se pravi, si v stiku s tem, pa hkrati izbereš vedenje, ne. In tukaj pa razlika med tem, ker z vadbo človečnosti smo z vsem, kar je, kar pomeni tudi z neprijetnim. In ko se učimo, ko med vadbo ostajamo z neprijetnim, pa je to lahko mogoče na začetku srbenje, neka bolečina v križu, karkoli, ne v vratu ali kaj s vem, ne. In ko ostajamo s tem, se pravi, ko pustimo, da je, ko damo prostor temu občutku, ko ne reagiramo nanj kar običajno delamo, na neprijeten občutek se odzovemo za nem ali potlačitvijo, zanikanjem, gremo stran. Torej se skušamo izogniti, kar je spet čist
evolucijsko, normalno. In ko ostajamo s tem, potem v takih trenutkih, ki si ti rekel, lahko nam ta neprijeten občutek ne predstavlja neke grožnje, ne? Da imamo potem v bistvu stresni odziv na to. Ne? In lahko pustimo, da je. Ne? Ja, in lepo, da si omenil to, ker je pač zavedanje, da razlika med tlačati pa dejansko spustiti. Najprej moraš opaziti. Ne? Ja, mislim, to itak. Ja. In tudi, se pravi, tukaj ne govorimo o tlačenju ali pa neizražanju čustev. Ne? Je pa pomen biti s tem, ampak biti z neprijetnimi, s čustvi, ki jih spremljajo neprijetni občutki, je izziv. Žalost, recimo. Ne? In kar običajno delamo, je, da skušamo rešiti to, vidimo to kot problem, ta čustva, in skušamo rešiti, kot se druga stvari, recimo, hočemo priti iz A v B. A nam ni všeč, kako bomo prišli zdaj do B, in probamo z razmišljanjem, z iskanjem nekih rešitev. Ali pa pobegom. Ja, sej, to je tudi en rešitev, da pač se delam, da tega ni, ali pa se najdem nekaj drugega, kar me zamot, ali kakorkoli. Ja, to se mi zdi, da je tudi ena taka velika pizdarija, ki smo si jo sami naredili z social medijo, pa ne social medijo nasploh kot nečem, kar nas povezuje. Jaz ne vidim to kot totalno slabo, ampak način, kako uporabnika niti ne sili, ampak kako uporabniku omogoča ta infinite scroll. Torej, ti lahko konstantno slajdaš po ekranu, ne veš, kaj bo pršel, dopaminček te bo vedno počakal, fake seveda. In kar naenkrat se zaveš, da si 1 uro na telefonu. In vsaj pri meni je tako, pa še zdaj se mi kdaj to zgodi. Opazim, si pustim, ampak vem, da to ni dobro zame. Če se pogovarjamo o čuječnosti, mim tega ne morva, mim telefonov pa našega screen time. Kako ti to vidiš? Kako nekako bi te dve stvari lahko zdaj tukaj povezal, pa mogoče mi dal en tvoj pogled na telefone, distrakcije. Ja, klej pride, klej je pomembno to, kar sem prej rekel, pač zavedanje, kje je naša pozornost. In če je na tem, kar želimo, da je. In seveda ti že vmes veš, da ni tam, kar bi rad, da je. Po pol ure recimo, si rečeš, ampak bom še mal. Neko navado ustvarjamo, nekaj na koncu je neka nagrada. In mislim, nagrada. Dejansko jo ni. Če se res zavedamo, kaj je po eni uri skrulanja, ni prijeten občutek. In zavedanje tega, da je na koncu ni prijeten občutek, meni pomaga nehati, prej. Jaz sem sicer kategorično ukinil Facebook po pol leta, ki je bil zunaj, takrat še, ampak pa sem med korono nekaj s tem Twitterjem začel, in sem videl, kako me je hitro, kako se je rekel, ta endless scrollanje je ampak če je zavedanje, in ko imam zavedanje, kako se počutim, kaj nisem delal, kaj bi lahko drugega bolj koristnega delal, pa nisem, oziroma kako to vpliva na mojo pozornost, ne samo tisto uro, ampak cel dan praktično, ali pa več časa, kot samo takrat, ko sem na tem, zato, ker tudi šibi to mišico, ker je distrakcija, konstantno nekaj pa novo, in ne krepimo fokusa, ne krepimo zavedanja, kje je naša pozornost in tako naprej. Kaj misliš, da bi se moglo zgoditi, da bi se otroke učili to, preden dobijo telefon v roke? A veš, ker se nič ne dela na tem. Jaz ne poznam ene prakse, ali pa jaz ne poznam, ki bi že zdaj otrokom v osnovni šoli dal predmet, recimo, čuječnost. Dobili boste te naprave, ker pač ni druge. To je evolucija. Cyborgi smo že zdaj, podaljšati nas. Ampak meni se zdi zelo pomembno, da bi eno tako stvar se jim povedal, zavedi se, da te bo potegnil noter. Otroci ne znajo biti čuječi, čeprav je po naravi otrok konstantno prisoten v trenutku, ampak ti v trenutku, ko mu daš to napravo, je on
Ja, on je bolj ne otrok, je bolj ne povlečen v trenutek, zato ker ima še neko radovednost, pa je novo. Ja. Se pa ne zaveda, da je v trenutku, ali pa kje je njegova pozornost, pa jo namensko ne usmerja. Ja. Človečnost pomeni v bistvu, mi namensko usmerjamo pozornost v ta trenutek na poseben način. Brez presojanja, oziroma interpretacije, konceptualizacije, ali pa tudi s neko prijaznostjo, sočutjem, pa tudi do sebe. Ker mi lahko opazujemo, da je pozornost šla drugam, pa se samo kritik zbudi, pa se začne običati zaradi tega. Ampak to ni vadba človečnosti. Tukaj krepimo v bistvu tega notranjega kritika. In na tečajih v bistvu je glavna stvar, ki jo poudarjam, je razvijanje tega prijaznega odnosa do sebe. Ki je mogoče pri Slovencih še posebej izrazit, perfekcionizem, delam, moramo se potruditi, matrati, kritizirati, ni dosti dober in tako naprej. In najprej to. Otroke, to je rekel že William James, psiholog v 19. stoletju, da bi bila najvišja oblika izobraževanja, bi bilo učiti, kako vračati pozornost nazaj v ta trenutek. Torej, točno to v bistvu. Točno to. Veščina, kako opaziti, da je pozornost drugje, kot tam, ko ne bi bila, in jo vrniti nazaj. Ja. Kaj so opazim zdaj tamalih, kakor je televizija, kakor je tablica, zgubiš ga, ni ga kle. Ni ga kle. Tudi če mu rečeš nekaj, on ti bo odgovoril, ali pa nekaj, ampak noter je, šele ko vzameš, pride uno nazaj. Ja. In potem tudi, če opaziš mogoče, kakšnem razpoloženju je, komu vzameš. Ja, kar neka... Nekaj obsedan, le. Ja, mislim, tako, ne žalost, pa ne... Tak temačen občutek je, kar slabe vole, ja, tako, slabe vole. Pa ne zato, ker si mu vzel, ampak da se privaja nazaj na resničnost. Ja. Tudi stik z naravo, bi rekel, da je, tako ki si rekel, moramo se izogniti pač tem novim medijem, kakorkoli aparaturam, ki so praktično del nas, postale. Pomembno tudi, da imajo drugo izkušnjo, po moje, izkušnjo zamotih, taktilno, da vidijo, kako je svet, kaj drugega, kot sam to, seveda. Pa da se jih opozarja na to, po moje, to pa bo itak. Pa pri starših se začne, ne vedno zbirati lažje poti, ker unika lažjo pot zbirajo tablico, ki te prvi porinejo. Da je mer, se to je pa to, ker je neprijetno biti, recimo, z otrokom, ki teži, v narekovajih, ali pa ima svoje tantrume. Išče pozornost. Išče pozornost, si rekel, Ja. In nam je, to je tudi rešitev za njegovo, recimo, Ja, klej bo dubu. Pa narab. Ne, mislim, da rešitev za to, da ne bo več iskal pozornosti, je, da jo dobi od nas. Problem je, da mogoče, da smo toliko, da smo dejansko večino časa nekaj počnemo, nekaj delamo, imamo cel dan splaniran. Se rečem, začni s 5 minutami, kako bi najdel 5 minut, ne moram 5 minut. Edin, če bi prej ustavil, se neko čakaj malo. V celem dnevu nimaš 5 minut, da opazuješ, da v bistvu se ustaviš, pa opazuješ svoj notranji svet, v bistvu, kaj je, da začneš spet spoznavati v bistvu sebe. 5 minut. Se pravi, toliko smo navadili se na to, da skozi nekaj delamo, da v bistvu pozabimo, ali pa se ne znamo več ustaviti. Ampak v tem ustavljanju, v tem samo biti, ne skozi nekaj početi, tišina. Bomo najdeli mir, tam najdemo mir in tam najdemo tudi kreativnost, ideje, ne v konstantni v bistvu motni pozornosti. Glej v steno, pa tih bo. Ja, ampak takrat se odpre, kot si rekel, mislim, ampak to zanimivo je, da pravi, da so najdeli neke zapise menihov iz 5. stoletja, kjer so imeli ravno tako težave, ohranjati fokus, recimo, na Boga, takrat, So se odpovedali samo, ampak ko so se usedli, zaprli oči,
hrana pa seks, ne. To je bilo... In, se pravi, ne gre samo za to, da imamo zdaj pač toliko dodatnih nekih dražljajev in da je bilo včasih vse lažje, ker ko zapremo oči, se dogaja veliko, ne. Ja, in to, kar so se prej pogovarjali, ne, kako se ekonomija bori za našo pozornost konstantno, kako je to rato nekako ključ do uspeha finančnega, kakorkoli, ne. In kako uporabljajo, recimo, kako najbolj delujejo stvari, ki imajo najmočnejši čustven afekt v nas, ne, ko nekaj vidimo. In ena izmed njih je pač seksa, ne. V marketingu pa če pogledamo te influencerke, ki so takrat, ko Instagram to opcijo ponudil, ratale najbolj uspešne, kaj so bile? Slike ritja, ne? Slike oblin itd. Ne? Zakaj? Ker očitno je to tisto, kar v vsakmu človeku, tega ne moreš pač po moje eliminirati. Poleg mačk, ne. Pa mačke, funny cat, sploh ne govori, kako se tega pregledati, ne, da si bi travmo odprl. Ja, ampak dejansko se stvarmi, ki to je, ne, kaj nam opaziti tudi, kaj nam tudi občutek najbolj aktivira, ne. In to med drugim je tudi vojna, med drugim je tudi, ne vem, neke prevare, neki reality showi, veš kaj mislim, da je ta obsojevalc v nas lahko močen in tam vidi v redu, dokler s to dramo se zdaj lahko povežemo, ne. Še dobro, da se meni to ne dogaja, ne. In koliko vse dejansko je povezan z nekimi občutki v nas, kaj kot tudi v marketingu deluje najbolj uspešno, ker na koncu dneva ni marketing sam prodaja, marketing je pač pridobivanje, lovljenje, kradenje pozornosti, ne. In ta prav marketing se mi zdi, ja, zdaj tukaj tak, grem čisto svojo smer, ampak zakaj rabiš pozornost? A bi rad dal, a bi rad vzel? Ne, ker jaz recimo zdaj sem v fazi, kjer se mi zdi, da s podcastom dajem, ne jemljem. In to mi je zelo všeč in zaradi tega sem zelo pomirjen in hočem, da to vidi več ljudi in zato podpiram to, da se to širi naprej. Prej, ko sem pa v marketingu delu, je bilo pa vedno hoče denar od tebe, da plačaš, zato ker bo tako moja lastna vrednost rasla. Tako mi bojo ploskali direktno, tako mi bojo govorili, on je pa ta prav za to, itd. In to, kar sem zdaj pač nekako opazil v praksi, se mi zdi, da je nekaj, kar tudi mal v meni zbuja neke čuječnosti. Zakaj delam to, kar delam, pa vedno lahko testiram. A delam zato, ker dajem, ali delam zato, ker jemljem. In se mi zdi, da ko enkrat to dajanje odpreš v svojem poslu, ko se zavedaš tega elementa dajanja, da takrat pač v mojih očeh te bo podprlo tudi vesolje in ti dal pač še več zagona, še več prostora, prilike bojo lepše prišle. Pride pa to s ceno, ne. S ceno tega, da verjetno ne boš občudovan, ne boš dobil toliko denarja, nagrade za to. Zato ja, je treba nekako tudi za ta del poskrbeti, živimo v takem svetu, tako da ja, jaz imam nekako privilegij, da sem za to tudi poskrbel, zato zdaj lahko to, tukaj sem brihten o teh stvarih. Je pa obdobje, ker sem mogel pa samo delati in takrat pač sem delal to, v čemer sem bil dober. Ma si vedel, zakaj delaš, ne? Mislim, kaj ti to da? Nisem si priznal, da delam za denar takrat. Takrat, ja. Zdaj tudi ljudem rečem, ko so pri meni recimo na workshopu, ne, kar rečejo, imam službo, pa jo ne bi rad več delal, ker bi rad delal to, kar me izpopolnjuje. Ne. In sem tako, deva obe stvari napisati na tablo, pa za vsako napišva, zakaj to delaš. Ne. Služba, zakaj to delaš? Zakaj to delaš? Sarko, dej pač iskreno mi povej, zakaj to delaš. Je denar. Ko napiš denar. Zakaj bi rad delal to, kar bi te izpopolnjeval? Zato, da me izpopolnjuje. Ok, v redu, zdaj saj veva. A rabaš denar? A rabam. Se prav, to ne more stran. Tako da, ja. Ja. Ja, najboljše je, če tisto, kar te veseli, ne, to denar prinaša, seveda. In no, si sam tudi videl, se delaš stvari, ki jih želiš delati, pa ni nujno, da je direkt to prinese denar, ampak nekako, kako se rekel, vesolje poskrbi za to, da dobimo. Malo bolj sem tudi, se mi zdi, potrpežljiv rato glede tega, ne. Verjamem, da me čakajo lepe stvari, že zdaj jih imam. In mogoče tudi to je ena tematika, ki bi te rad vprašal nekaj o njej.
Čuječnost po eni strani tudi pomeni, da si sposoben biti hvaležen za stvari, ki jih že imaš, in ne konstantno iskati drugih stvari. In zanj sem videl eno slikco in sta bila na klopci, sedita fant pa sova, ne? In fant reče, zakaj toliko ljudi ne najde sreče. In sova reče, zato ker jo vedno iščejo v prihodnosti. Mi pa nismo v prihodnosti. In mi je bila taka zelo močna. Ne? In mogoče tudi tukaj je ena povezava s čuječnostjo, pa me zanima, kako to vidiš. Ja, ta vlek v prihodnost ali v preteklost, ne, ali obžalovanje, kar se ni zgodilo, pa ne bi se zgodilo, ali pa v prihodnost, zanimivo, ne, ker iščemo izven časa, v katerem smo neki, kar in potem, ko pa pridemo ali pa ti zdobimo, pa mogoče doskrat vidimo, da sploh, da se niti nismo želeli ali pa da nam ni prinesel tistega, kar smo pričakovali, da bo, ne. Pri tistih raziskavah sem prej rekel, ne, je bilo, da je čas, da je to, da je prisotnost pri tem, kar delamo, povezana tudi z občutkom sreče, ne. Se pravi, serotonina? V bistvu, ja, nekako so neki vprašalniki imeli, kako so določili to, ne, ampak ali pa izpolnjenosti, recimo, ne. Okay, ne? Ja, tako raš rekel. Se pravi, bolj ko je pozornost tavala, ne, se pravi, bolj ko ni bila na tem, kar smo delali, manj je bilo občutka nekega zadovoljstva, recimo, ne, ali pa izpolnjenosti, ne. In se pravi, je to, da vračamo pozornost v ta trenutek in da smo v tem trenutku na način, kjer pa skušamo sprejemati stvari take, kot so, vidimo neko vrednost v vsem, neko vrednost, ja, lahko je to učna izkušnja, ne. Lahko se nam zdi, ok, to zdaj je neprijetno, bolečina, ne, ampak če vidimo, če v tem lahko vidimo smisel, seveda, ne, ja, seveda, in to je tudi lastnost, recimo, rezilientnih pa na stres odpornih ljudi, ne, da vidijo smisel, da osmišljajo vse, kar se dogaja, ne, plus da zaupajo svoje sposobnosti. Da nam šlo zdaj čez stran. Se pravi, vračanje pozornosti v ta trenutek, bivanje v tem trenutku, ne, je nekako bilo povezano z tem občutkom zadovoljstva ali pa miru, ne, sej mir, kaj iščemo v bistvu, ne, neka vrsta pomirjenosti, ne, pomirjenost sam s sabo, torej primerjanje z drugim, primerjanje s sabo ne prinese pomirjenosti, ne. Ne pomeni to tudi, da kar zdaj se vdamo v sodo, pa nič ne naredimo, ne. To ostajanje v vračanju v sedanjem trenutku pomeni, da smo da dejansko imamo več informacij o tem, kaj sploh je v tem trenutku, oziroma kakšne vse informacije so na voljo, kar nam lahko pomaga pri sprejeti bolj ustreznejšo odločitev glede vedenja, ki vpliva na prihodnost, seveda. Ker samo v tem trenutku lahko spremenimo vedenje ali pa nekaj naredimo, ne. Ja, mogoče tudi ne toliko iskati stvari, ampak bolj občutek. Kaj si želiš, ne? Malo ljudi se vpraša, kaj si sploh želim, kako se želim počutiti, ne? To pomeni, da moramo nekaj časa s sabo preživeti, ne? Ker pomeni, da če imamo cel dan za biti z opravki, nimamo časa zase, oziroma sploh spoznati, kdo je ta jest. Kdo je ta jest, ki vse to dela cel dan. Kdo je sploh to, ne? In ko se ostavimo, rečemo, in potem vidimo, kaj da bi srečali enega starega prijatelja, ki smo ga malo mogoče pozabili, ker smo se toliko ukvarjali kam vse moramo, kaj vse še treba, kaj vse se more, kaj vse bi morali narediti, doseči, da bi ne vem kva, ne. Ampak tista zgodba o ribiču, ne, se mi zdi zanimiva, ker je, se veš, ne, ker en biznismen tam, ki je lovil ribe, ne, rekel, zakaj nimaš, ne vem, ladje, pa boš tam lovil z mrežo, pa boš imel več ladij, pa je tako, ne. Ja, zakaj, da poj na koncu lahko sedel pa lovil ribe. Užival v tem, ne. Ja, zdaj ne vem, a sva samo govorili. Neki sem imel repliko, pa si me z ribičem zdaj le čisto odpeljal. Aha, okej. Ampak, ja, to sem hotel reči. Ko opaziš unga, ki je cel dan to delo, ne. Mi je všeč, da si to rekel, ker ta je tudi zelo močna
da se ljudje zavedamo, da je tega ribičeva me. Da je tega človeka, ki gre čez dan, ki si ga ti lihkar opazil, nekdo mogel opaziti. Ne? In kdo je pol opazil, pa kdo je ta, ki ga opazuješ. Ja, Ker ta, ki ga opazuješ, se cel tvoj življenje spreminja. Ne? Ta, ki opaz je pa že cel življenje isti. ja. Že večkrat me je to debato klepa, me zanima, kako ti vidiš to dualnost med. Ne, meni rečejo duša, ego, Ja. eni bojo rekli bistvo, pa pač zgodbice. Kako ti to vidiš, kako ti interpretiraš? Kot zavedanje, ne? Se pravi, ko se identificiramo z zavedanjem, ne pa z, ne vem, Robertom, psihoterapeutom, bla, 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 je, mislim, da ta distanca, oziroma potem stvari niso več tako osebne, stvari se dogajajo, pač, tako, a ne, se pravi, tako je, a ne, a je to dobro, je slab, ne vem, bomo videli, ne. In ta identifikacija se mi zdi, da je problema, ne. Se identificiramo z mislimi, a ne, mi smo te misli so realnost, a ne, če sam kad distanco do tega zavzamemo, a ne, in potem zavedanje, da se zavedamo, ja, zdaj to je filozofsko, a ne, v končni fazi to, moja izkušnja recimo s tem, joga, nek se imenu jogo prej, recimo, joga pomeni, združitev uma in telesa, ne, in pa sem se sprašal, kaj to pomeni združitev uma in telesa, a ne. Prva stvar je, da mi, umetno ločujemo pa telo, a ne, to dvoje ni ločeno. In jaz skozi vadbo začutim nekako, da prepoji telo, ali pa pozornost, recimo, prepoji telo, a ne. In to meni pomeni, da sta se združila, recimo. Takrat sem čisto v tem trenutku in se zavedam, lahko rečem, mogoče celega sebe, celega bitja, ne. Pač v večnosti imamo fokusirano pozornost pa odprto zavedanje, ne, oboje hkrati. Se pravi, fokus na eni stvari, pa hkrati širše zavedanje, kaj se dogaja tudi okoli tega, ne. To je recimo neka formula človečnosti, je možnost fokusirane pozornosti in hkrati odprtega zavedanja. Kaj pomeni odprto zavedanje? Ja, da zdajle, ko s tabo govorim, sem pozoren na to, kaj govorim, pa hkrati tudi, kaj se dogaja okoli mene, ker lahko se nekaj pojavi, kar, se pravi, nisem čisto potopljen, ne, recimo nek flow bi bil, da sem toliko fokusiran, da vse ostalo zame zablurano, a ne. To se meni velikokrat tle zgodi, veš. Ja, aha. Ja, res, portalček in... Ja. In nič narobe s tem, ne. Ja. Lahko pa, da, tako kot sem prej omenil, se zgodi v okolici ali pa znotraj tebe nekaj, kar, recimo to je dostikrat, ljudje, ki so zelo v službi, zelo potopljeni v svoje delo, ne, in potem na koncu dneva vprašam, mislim, popolnoma izčrpani, zmozgani pridajo službene in potem, kaj je bilo, nisem jedla, nisem šla na vas, nisem nič, a ne, ker ni sploh, ali pa je na trenutek malo zavedanje, da je ena potreba, ampak je takoj umaknjena potlačena. Ni to pomembno kot... Ja, recimo, ne. Odprto zavedanje bi pomenilo, da sem fokusiran na delo, ampak hkrati tudi se zavedam, kaj se dogaja v meni, kako je to zame, a rabim se pretegniti, vstati, spiti vodo, jeti na vas, pozornost nameniti nečemu drugemu in tako naprej. Ne. Ja. Daj mi povej, po tvojih izkušnjah v praksi, torej kot psihoterapevt, kaj je nekaj, kar ljudem v večini pomaga tako, a veš, ziher obstaja nek element prebojenja oziroma neka stvar, ki jim jo odpreš oziroma poveš, zaupaš, tehnika mogoče, ki vedno pomaga. Tako, ki jo lahko vsak človek sam pri sebi naredi in vodi v zdravljenje, vodi v nočem reči rešitev problema, ampak a veš, kaj mislim? Nekaj, kar pomaga. Mislim, da pomaga odnos, ne,
Se pravi, da ustvarjam pogoje, v katerih lahko pride do stika med nama, nekega zaupanja tudi, seveda, in pa zavedanja. Ne? V bistvu brez zavedanja težko pride do kakšnih sprememb, ker niti ne vemo, kaj sploh je. Najprej moramo se zavedati, kaj sploh je, da lahko naslavljamo. Ne vem, kako niti drugače rečem, ker vsak, mislim, skupno je gotovo zavedanje in tehnika, ne, sej tehnika za zavedanje pa pač vadba pozornosti, ne, človečnosti. Se pravi, po domač povedan, že to, da si vzameš čas, ki ga nameniš sebi, iz vidika, da eliminiraš dražljaje in ostaneš pač, ni nujno, da je tišina, tudi pogovori lahko, ne, se pravi, te ljudje v bistvu iščejo to, možnost, da so v trenutku, da so prisotni, da jih nekdo tega nauči s tem, da on to pokaže, kako se dela. Ja. To se zdaj zelo posplošeno. Ja. Mogoče bolj, no, se si dal dosti konkretno vprašanje, ampak mislim, konkretno. Ja, sprašoval si po neki tehniki. Zakaj misliš, da si uspešen v svojem delu? Ena stvar je, da očitno ljudje začutijo, da so slišani, da so videni. To sigurno mora biti, da podpiram njihovo samoraziskovanje, recimo, ne? In da jim lahko pokažem, kdaj je kakšno stvar, ki jo opazim, ki jo sami ne opazimo, ne? Ker smo toliko na nekem avtopilotu, recimo, ne? In nam to da nek nov pogled lahko na sebe, pa na svoje delovanje, ne? Ja. Ena misel mi je gor prišla, pa bi jo rad delil, bolj za po moje poslušalce kazate, ampak na ta način lahko zelo dobro to treniraš. In sicer, ko govoriš s komorkoli, prodajalka v trgovini, hišnik, šef, probi ga videti, probi ga slišati. Z zavedanjem. Ne samo tako, kot vsak dan živijo, dijo, sam da gre čim prej mim, malo večkrat se ostalo v življenju, pa pač slišati, videti. Ker očitno nam to res kolektivno manjka. Očitno so že naši starši, njihovi starši, kaj šele nazaj, ne, niso dovolj pomembnosti, pozornosti dali na ta element, slišem, vidim. Ne govorim za vse, ampak tako posplošeno. Ne. Se mi zdi, da izkled tudi pol izhaja, veš, ta potreba po pozornosti, potreba po slišanju, potreba po tem, da mi rečeš, da sem dosti dober itd. Se mi zdi, da se začne pač z nami in če mi želimo pač to dobiti od nekoga, dajmo te prvo dati, ne? Dajmo se te prvo naučiti, kako izgleda, če jaz zdaj to dam, da vidim, kako bom pol pač v človeku lahko, mogoče bom pa takrat že nazaj dobil s tem, ne? Kot če dajaš, ti to lahko veliko da, ne? Se mi zdi, da nekaj tazga bilo, kar sem hotel pač deliti, tako da ne vem pa, kje sem bila pred tem. Ne, sej, mogoče sem to omenil, ne, kar sva rekla, krepiti pozornost pa z vadbo meditacije, ne, je pa tudi, torej, da si vzamemo čas. Druga pa dopolnilna dejavnost je pa tudi, da med tem, ko delamo, karkoli že delamo, skušamo zavestati, kaj delamo, ne, kje je naša pozornost, kako smo s tem, kakšne odzive imamo, kakšne impulze imamo, a smo res prisotni, a je naša pozornost nek drugje, ne. Recimo, ko se pogovarjamo, a res vidimo, slišimo človeka, ali tako površinsko. Se pravi, čim večkrat čez dan ozavestiti, kje je naša pozornost, če jo namenjamo, ali kako koristno ni. In rekel si, da imate s partnerko 5 otrok skupaj. Kako pri njih ti poskrbiš za to, da jih slišiš, da jih vidiš? Ne govorim, da si popoln, noben ni, se zgodi tudi, da slajdneš, ne bo kritika vzbujala, nima smisla, ampak kaj nekako bi lahko staršem povedal, da ti delaš dobro, kaj bi rekel, a pa vidva, mogoče s partnerko? Se mi zdi, da je pomembno tudi, da drugega opozarjava, kdaj midva greva pač v nek svoj avtomatizem in svoje vzorce,
nek najn mlajši jaz zbudi pa iz neke svoje travme ali pa prizadetosti se odzove na pač imamo to možnost, da sva lahko mečkam bolj objektivna, ker niso vsi otroci od obeh, ne, in lahko pač drugemu na ta način pomaga. Meni to kar pomaga, recimo, ne, videti. Ampak me res zanima, na kakšen način to poveš, da drug ne vzame osebno. Mislim, da sva toliko odprta tudi, da lahko kar precej direktno to lahko, ne vem, se mi zdi, da si zdaj malo preveč strogo ali pa ne vem, da je malo več prostora, recimo, ne, veš, ali pa ne jo zdaj gnal, odpusti malo časa, ne vem, tako, ne, mnenje pa svoje poveva. Mislim, to je kar zahtevno, ne, to je ena najbolj zahtevnih vlog, v katerih sem se znašel kot starš, ne, kjer sem prevlekel ogromno ene prtljage iz svoje preteklosti. Imel sem pač več možnosti, veliko ponovnih preizkusov, ne. S tretjim sem gotov najbolj zmožen stopati svojih vzorcev, ne. Videti. Mogoče mi je tudi najbolj jasno dal vedeti, ne, da ne delam v redu. To je tudi mogoče malo od otroka odvisno. Ne. Kako je? Ja, ker je takoj spremenil zelo je pokazal, kako se počuti človek v neko. Ali si sam ti opazil? Ja, mogoče pa tudi, da sem sam jaz opazil, ne, da ni bilo nazaj kreganja, ne, ampak sem videl, da sem ga prizadel, recimo. Ne, in sem potem lahko veliko bolj bil pozoren na to. Prostor, ne si ustvaril, drgljaj pa. Ja, seveda, ne. Ampak pri osebnih odnosih je sploh pa s svojimi otroci, ne, je to gotovo najtežje, pa starši, ne, je najtežje. Tam so najmočnejši dražljaje oziroma reakcije na te dražljaje. In spet zavedanjem, ni vse te knjige o vzgoji, mislim, mogel sem biti v tistem trenutku. In videl sem, kolikrat bežim, no to me žena recimo pozvala, zdaj, kje si zdaj, ne, zdaj te nikle, ne, ali pa a si se spet izognil soočanju, recimo, ne. Ena mojih je bila tudi, da so se prav izognili nekim potencialnim konfliktom, ne, kar pomeni soočanje s tem, kar se je zgodilo, ali pa ustrajanje pri nečem, ne, da se naredi, pač otrok naredi. In to opozarjanje je pomagalo, da sem se sam začel zavedati, kdaj to res delam in kako mi je nelagodno v situacijah, kjer bi mogel recimo nekaj narediti, pa sem rajš prepustil njej mogoče, ne, ali pa se umaknil. Ne. Kako si pa z obrambnim mehanizmom handlil? Torej, kako si v trenutkih, ko, ne vem, mogoče smo si tukaj različni, da ne boš razumel, kaj hočem povedati, ampak veš, meni recimo, da kdorkoli reče, da nekaj delam drugače, se pač začutim to, ne? Ker imam, ne vem, nek tak občutek, da pač puste me nemera, bom jaz že sama, ne? In to že od majhnega. Ampak recimo, jaz sem se mogel zelo naučiti, da ko mi žena moja reče, nekaj, ker vem, da dobro želi mi, da mi želi dobro, da ne reagiram nazaj. Pa dam nekega kontraargumenta, zakaj ne. Ja, razumem. Ampak da si bil sposoben samo sprejeti in ne reagirati na njeno reakcijo. Ja, jaz sem imel tudi močno reakcijo, ampak to je bilo bolj to je zanimivo, na starše pa na taster, na tasta pa taščo, recimo, ker časovnik je pametval, ne, ti sme čist, ti sme trigeran, ne. Ona pa ne reče na tak način očitno, ne. Oziroma vem, da se zavedam, da želi dobro in ne vem, čutim to kot podporno, no, ja. Mogoče tudi način, katerega to naredi in tudi, ker ni neko pametovanje, ne, ni kot neko pametovanje pa na sveti, ampak ja, način, katerega nekaj rečemo, mogoče je to zelo pomembno. Drugače pa jaz tudi zelo sem trigeran, če mi kdo pametuje, ko ne bi nekaj delal. Ja, zdaj sem se zadržal, nekaj reči. Ok. Že tako mogo. Ja. All good. Če bi mi zdaj lahko rekel eno stvar, kot
mlademu staršu. Kaj bi mi rekel, glede, kaj je bilo pri tebi, kaj se je pri tebi izkazalo kot dobro pri otrocih in s partnerko? Ja. Jaz bi bolj rekel to, kar sem opazil, kar si sam govoril. Ne? Se mi zdi, da imaš interes in se želiš iti zavestno starševstvo, gojiti stik z otrokom, in bi ti sam rekel, da tako nadaljuje. In da bojo sigurno trenutki, ki se ti bo zdel, da ti ni ratal, in da takrat ujameš pač tega kritika in si rečeš, ne moramo ne prizadeti otroka, ampak delaš pa na tem, delamo pa na tem, da je tega čim manj. Ja. Kako otroku poveš, da je nekaj naredil narobe? Kaj nekaj, ki si velikrat v tej situaciji si predstavljal, glede na to, da jih je 5? Ja, in tudi ta velik me opozarja, da mu povem sam, kadar je kaj narobe. Mislim, kao, sej ve, da ga pač malo z njegovo mamo rada in da ga občudujeva in vse, ampak in to mi tudi pomaga, da ozavestam, ja, se res, ne poudarjam tistih trenutkov, to je tudi neka moja, nekaj, kar bi rad spremenil, in tudi sem si zadal kot izziv, da sem prav namensko pohvalil, vsak dan, toliko pa tokrat, da sem najdel nekaj za pohval, ker to je nekaj, kar ni v mojem, nisem bil sam deležen in ni v mojem repertoarju veden. In sem hvaležen v bistvu za take otroke, ki mi to, take otroke, ki mi to povejo, tudi se pravi, da in očitno, da sem nekaj delal prav, da imamo tak odnos, da to lahko, da si to upajo narediti, oziroma da to naredijo, ja, zdaj se prav vprašal si me, kako pa. Ne, se si mi si kar povedal, veš. Okay, ja. Ne samo uno, kar dela narobe, pač lažje boš povedal uno, kar... No, nekaj je še, predvsem, da ne komentiram njega kot osebe, ki ga imam rad in podpiram in iz njim nič narobe, ampak dejanja. Dejanje, ja. Wow, močna, bravo. A si kdaj vprašal svoje otroke, oziroma kakšen si kot starš? Kako ti gre? Tako, mislim, imamo sem tukaj neke družinske sestanke, kjer je tudi malo vprašanja, kako se počutijo pa to, ja, ampak da bi pa čisto, kako mi gre kot staršu, se imam nek feeling, oziroma bom tako rekel, sem dobil v bistvu od babic nek odziv, da me, jaz imam 3 sinove, 2 sinova, da me občudujejo, ali pa da imajo da pač sem jim seveda pomembna oseba v njihovem življenju, ampak da imajo nek ja, razumem kot da mislim, ne direktno nisem vprašal, ampak čutim, da nekako imajo, da so, ja, in pa v pogovorih, no to pa res, da vejo, da jim želim dobro in da pač jih skušam, da jih pač podpiram po najboljših močeh in da jih imam rad, Ja, ta feedback sem dobil, ja, to je, zdaj, če to pomeni, da mi je dobro kot staršu, potem je. Ja, mislim, tudi malo tako iz vidika gledam, to mi je doktor Milan Hosta, ki sem ga imel tukaj za gosta, mogoče ga poznaš, ne? Ne. Čudovita epizoda, če boš hotel si jo pogledati, zelo, mislim, čudovit možakar, res. Mi je to rekel, ker sem ga vprašal, kaj je neki tazga, ki bi vsak starš mogel narediti, pa je rekel, da vprašati svojega otroka, pa otroku, da vede, da si tudi ti prvič starša, da tudi ti, ne veš, mogoče pri tebi zdaj drugače, ker si že nekaj kilometrov dol čez, ampak da daš tako otroku vedeti, da tudi ti lahko zajemaš, in da tudi otrok lahko tebi pove, da se lahko izraz. Sicer je pol kle zdaj kje una meja, zdaj, koliko ti hočeš dejansko biti z otrokom enakovreden,
iz vidika spoštovanja, discipline, ne? Ker po eni strani se mi zdi, da bi bilo tudi prav, da se mal tega v odnosu relacija starš-otroka, vrne mal tega, zato ker sem jaz tako rekel. Da je pač neko spoštovanje otroka do starša po defaultu tako, da jaz tebi ne rabim objasnjevati. Vem, da je koristno zate, ampak po defaultu moraš ti narediti, kot sem jaz rekel, zato ker si pač moj otrok, jaz zate skrbim. Ne govorim, da je to v partnerskem odnosu relacija šef, zaposlen, daleč od tega, tam pač pojasni. Ampak pač ta pomehkuženost mogoče pa enih starših me tudi malo modi, da otroci kar vse lahko delajo. Pismo, dej malo se postava, malo dej tega, da je v neki te relaciji otrok dalj časa, ker pa ti lahko postaviš okvirje, v katerih se on lahko igra, v katerih je lahko svoboden in on tebi zaupa, da so te okviri dovolj široki, kot ti misliš, da je za njega varno. Ne? In te maje so tudi nekaj, kar otrok v bistvu želi, dejansko, tudi če se upira. Meni je celo to velik rekel, da želi, da mu še bolj maje postavljamo. Ne? Bravo. Ja. Wow, to pa je zrelo. Ja, in tudi sam sem to počel, kot, sta pač otroka ločenih staršev, že od dost malega in na začetku sta bila bolj redko pri meni, zdaj sta pač popol. Ampak ko sta prišla in sem pač se odločil, da mu vzgajal, torej postavljal meje, recimo, je bilo, tle sta, ne vem, par dni in zdaj jaz jim postavljal meje, ampak se mi je zdelo, da je to prav. Ne glede na to, a imel ta zdaj, bosta imela mamo zdaj rajško mene ali karkoli, pa me ne bosta zdaj za to sprejela, ker ima ne dovoljam določene stvari. Tukaj sem in absolutno mislim in tudi tako delujem, da pač z otrokom nisva enaka, mislim, ker sem tudi jaz odgovoren za njega, on pa za me ni. In jaz vem in to tudi jasno povem, da bolj vem, kaj je za njega dober, kot on še zaenkrat, recimo, in da zato so te stvari tako, kot so. Ja, in da je to, mogoče kaj enkrat sprejemamo, da postaviti mejo pomeni, da delamo dobro to otroku, je lažji. Pa hkrati seveda tudi naj bo to uravnoteženo z tem, da jim povemo, da jih cenimo, pa da jih vidimo in da jih imamo radi. Malo bi se kakšne tvoje izkušnje dotaknil. Glede na to, da si bil po potovanju po Srednji Ameriki, verjamem, da se ti je v življenju marsikaj, a si rekel Srednja Amerika? Ja. Kaj je zanimivega zgodila, Me zanima, kako zdaj le gor prišel, tako če te malo vprašam, da mi kakšno zgodbo poveš, tako iz svoje preteklosti, je taka zanimiva. Ja, ne bi mislil, ja. Ni nujno, da je če res zanimiva, Ja. Ja, meni se ne zdi, da to je zanimivo, da se mi ne zdi, da imam neki zanimivo preteklost, ampak ja, odkar imam družino, pač veliko manj sem potoval, ali pa se mi je dogajalo, kakšni takšni stvari sem bil bolj usmerjen na to. Ne vem, kakšno izkušnjo naj ti povem. Izkušnjo so te potovalne izkušnje. Jaz sem potem zadnjih 25 let so bile skoraj vse potovalne izkušnje povezane z mojim izobraževanjem, seveda. Od ašramov do nekih meditacijskih centrov. Eno sem opisal v knjigi, recimo, kjer sem... Kjer je knjigi? Čuječnost. Imaš knjigo? Čuječnost. Ok, fajn, da si povedal. Ja. Če bi si jo kdo prebral. Ja, tam sem opisal recimo eno izkušnjo, kjer sem med 10-dnevnim meditacijskim retritom v tišini. Ja. Ta vipassana. Ja, vipassana. Pač doživel neko izkušnjo nekega ful globokega miru, sreče, tako zadovoljstva, kar iznač. In potem, kar je tisto, kar je sledila, ko je pač nek zelo močen, neprijeten občutek prišel, in kada bi se ne bo usedel mi na prsten koš, recimo tako zelo močen, kot običajno nisem imel takih izkušenj. Ideja je, da kot neki prečistimo, rečemo, ali pa ko nekaj spustimo skozi, se pojavlja potem nekaj močnejšega običajno ali pa z nekje druge. In takrat sem potem s tisto
izkušnjo, ne, sem rekel, kaj je to, se nekaj dogaja, bila lih pauza, ne, in sem šel do tistega menedžerja, ki je tam bil zadolžen za to, da pač so stvari operativno potekale, ne, in on je znal samo italijansko, nekaj je bilo to v Italiji, ne. In jaz ne razlagam tam, ne, kaj je to, ne, to je nekaj telefon, boli, ne, on pa sam si, ja, ne. A, tako. Tako, sam mahal, ne, pa kaj s tabo, neč ne razumeš, pa kaj sta dala klenga, ker nima niti prvič itak ni psiholog, ne, pa še ne zna angleška, ne, ko si z njemu pomagamo, ne, ker tam bili tak samo bazuj, ne, se verjetno veš, ne, in je bilo čist. In pa sem v eni točki pač dojel, no, mogoče pa to res samo še en občutek, ne, ampak ta se zdi zelo zaresne. To niso oni, ki sam neki srbi, neki boli, okej, ne. Ta je bil tako, ker zdaj se mi nekaj dogaja, ne, ker da imam, ne vem, srčni napad nekaj, ne, skoraj, ne. No, pa sem pač sedel, sem mogel imeti odprte oči, ker če sem jih zaprl, je glava začela tripati, ne, in vse tako pritisk je bil premočen notranji, no, pa to počasi zvenelo. Mislim, to je nekaj, kar sem se zdaj spomnil, ker dejansko vidim, da ne, se mi je dogajalo marsikaj takega nenavadnega. Ne vem, ker sem šel s Tomalim, s ta velikim zdaj po naselju, kjer smo živeli, pa sva šla tako trenirko napravljena, pa je prišel gospod, pa nam je dal 100 evrov, recimo, ne. Za božič je bilo, ne, verjetno ni bilo kaj v tem smislu, ne. Se rekel, ne, jaz to res narabim, ne, ker takrat je kar dobro šlo, ne, poslovno. Ne, vzajte se rekel, pismo vas gledam, kak kloša, kaj je bilo zdaj, ne. Tak je, mislim, ne vem. In kaj pa je rekel? A ti je rekel, kaj je? Nač, ne, da on, tak starejši gospod se je zdel dosti premožen, ampak jaz sem dobil občutek, da je pač neko, je hotel za božič neko dobro dejanje, ne, da zdaj je osrečil, nekoga osrečati, recimo, ne. Tako sem si pač razlagal, ne. Bilo zanimivo, da bi ga vprašal. Ja, recimo nam. Zakaj? Ja, to bi zdaj verjetno, ampak. A si kdaj s kakšnimi psihedeliki probo poglobljati izkušnje? Ja. Z ayahuasko, LSD-jem, gobicam. Ok. Tudi holotropno dihanje. Ja, v bistvu moje izkušnje s psihedeliki so dosti podobne izkušnje z meditacijo v bistvu. Sam se mi zdi, da veliko na lažji pa hitrejši način pridemo v tisto stanje, ne. Sploh holotropno je bilo zame kot, 3 ure prisotnosti v tem trenutku, ne, recimo. Mislim, tam sem dobil, skozi izkušnjo sem dobil izkušnjo ali pa občutek povezanosti. Zelo čutim, da sem veliko bolj odprt, povezan do ravni ganjenosti z naravo. Potem mogoče zmanjšanje se ne, da bi bil prej nek velik strah pred smrtjo ali kaj takega, ampak neko zaupanje, da pač samo preoblikuje, da gre samo za neko preoblikovanje oziroma da pač da to ni nek konec. Ja, konec, ne. Nek bav, ne, karkoli. Neka zelo, moje izkušnje so bolj v smislu neke pomiritve, povezanosti, ne vem, ko ne rečem, na nek način prijetne, dobro, razen za ayahuasko, kjer so bile pa tudi okoliščine take, da je to bila moja prva izkušnja s psihedeliki in ni bilo najboljš postavljeno vse skupaj, smo bili v neki garaži in tako je bilo vse na stolih plastičnih in sem 7 ur pač bruhal, ne. In to je bila moja izkušnja. Biti za slabostjo in pa, mislim, odvajal iz vseh možnih koncev, ne. Ja. Kljub samo se mi zdi, da se je kot nek reset naredil, no, na nek način, ne, na neki ravni. In tu z meditacijo imam ta občutek, da je nek reset v smislu nekih odvisniških, se nimam nekih hudih, ampak nekih odvisniških vedenj impulsov, ne. Zanimivo. Ja, ne vem, če je zanimivo. Ja, meni je, vidim, opazim, da večkrat tako mogoče, tudi prej, ko si sam omenil, da se ti ne zdi, da imaš neke zgodbe za deliti. Ja, ki so tako. Pa bi ti rekel, da iz mojega vidika, opazovalca, tukaj se mi zdi, da imaš in si zelo prijeten sogovornik in... Ja, ne mislim,
sigurno je kaj, zdaj tako imam po spominu, vem, da je bilo kar precej kar zanimivo, ampak nisem pa se to posvečal, da bi rekel, da bi ti znal zdaj naštet. Ampak, ja. No, to je mogoče povezano s tem, ker sem prej sprašal, kako sem začutil, kaj tisto, kar jaz potrebujem. Ne. To je bilo, ne vem, po 21 se odločil, jaz grem potovati po Ameriki za 7 tednov sam, ne, in doma sta mama pa stara mama sta bile v travmi, ne, tistih 6-7 tednov, ne, mama je stara izkušala za, ne vem, 30 kil, ne, in veš, ne, ampak jaz se tako odločujem, no, torej, to sem začutil, ne, ja. In je bila, ja, izkušnja, ki je bila dragocena in ja, se je marsikaj, no, tam se je recimo zgodilo, da sem najel, če imamo še čas, sem vedel, da lahko pač dobiš en avto za ston, sam benzin plačaš, mislim, da se je, ne vem, ko se rekel Drive-Away, nekaj tasga, no, v glavnem, da si dostavil avto na, ne vem, jaz konkretno iz Chicaga v San Francisco, ne, oziroma San Jose, in sem dobil nek, ko je bila Honda CRX, se pravi, prvič je bil shift gear, ne, že to je bilo čudno, da dobiš pa rdeč, ja, pa nek rdeč, majhen športni avto, ne, in potem pač grem čez tisto, se nekaj, pa še Route 66, ne, pa to vse nekaj, pač neka tam čez puščavo in to. Dobar, ena prigoda je bila, da smo tam pred nekim McDonald'som, kaj je ena punca prišla do mene in rekla, is this a Ferrari? A ne? Skoro zelo z velikimi učki, ne. Pa sem malo preizkušal to, kako hitro to gre, ker tam je 100 mil naravnost, ne, in me je policaj ostavil, ne. Ja, in to si posem kasneje izvedel, ne, da to ni kratko, ne, nekaj, ne, in policaj je tam, ja, pač put your hands on the wheel, ne, open the window, ne, in jaz tam z roko na pištoli, ne, jaz tam pač šipa bila, ni bilo na roke, ne, sem mogel pač mu pokazati, da bom dal kontakt, da bom lahko odprl šipo in tako naprej, ne, pa mu dan dokumente in on tam pač videl, da sem where are you from, ne, sem rekel Europe, ne, ker Slovenija brez veze bilo to leta, ne vem, 95. In pa sprechen Sie Deutsch, ne, začel nekaj tam. Jaz sem rekel, ok, to znam je to redo, ne. Vsi Evropejci govorijo nemško. In tako malo, bla, 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 bitte langsam erfahren, bla, 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 in tako, ok, ne, in me dal in so šla naprej, ne, ampak ja, kasneje se šele, ne, zvedel, koliko je to lahko, pač greš v zapor ali pa celo kakšne incidentne se lahko zgodi, ne, pač prehiter sem vozil, ne. Ja. Koliko prehiter? Ne, lih 200 na unih, ne vem koliko, 120, ne, ampak nekaj čestne, ja. Okay. Ampak na avtocesti. Ja, hudo. A je še kaj tazga, ki bi nekako lahko iz svojega življenja do zdaj vzel ven, pa rekel, to se mi zdi kot neka vrednota mogoče, ki jo je treba ozavestiti, ki jo je treba več o njej govoriti. S čim misliš, da kako bi to dobro postavil vprašanje? Mogoče celo, kaj želiš predati svetu, kaj želiš dati na tej svoji poti, katero sporočilo si želiš deliti? Možno še malo globi. Ja. Če bi jutri umrl, pa bi danes lahko dal eno sporočilo svetu. Kaj bi to sporočilo bilo? Ja, živi ta trenutek, ne. Naredi tisto, kar misliš jutri ali pa ko bo, ne vem, se kva zgodil, ne. V bistvu sem tudi danes pomislil, ne, ker sem se pel vsem, ne, pa je bilo malo te anksioznosti, ne, kao, po tem intervjuju sem pa končno sprostil, ne, čisto, veš, ne, mislim, po tem podcastu, ne, se rekel, čakaj malo, zakaj se ne bi že kar zdale sprostil, veš, kaj ravno čaka, da pojne, kaj me uvira, da bi se zdale, da bi zdale, pač rekel si, vse je v redu, ne, mislim, ta trenutek je čist dost, to je vse, kar rabim. In no, zdaj, ko sem se spomnil, kako sem jaz sprejemal odločitve, dejansko je bilo, ali mi bo neki žal, da nisem naredil. Obžalovanje. Ja, mislim, da bom kasneje rekel, ko sem se odločil, bi naredil to ali ne, sem pomislil, ali mi bo žal, da nekaj nisem, se pravi, če ne vem, bi, a ne, naredim boljš, da me je potem žal, da nisem naredil, ne, se pravi, da imam izkušnjo. Se pravi, obžalovanje
pred tem, da nekaj nisi naredil, Ja, izogniti se temu, ne, v bistvu. ja, bo vedno večje od obžalovanja, ko nekaj si naredil, ker se boš zavedel, da če si nekaj naredil, si dobil vsaj izkušnjo. Ja, seveda, ne. Ja, ja, Okay, zanimivo. Križaj, ne? ja. Robert Križaj. Ja. Hvala. Upam, Hvala, da se počutiš boljš, takrat, ko si bil v anksioznosti, kot prti. Nočem tega poveličevati. Vse veš, kaj mislim. Jaz sem užival, no. Ja, tudi jaz. Hvala Se mi zdi, da smo eno pomembno tematiko danes odprla, da smo jo predelali. Hvala še enkrat Nini za to, da je tole inicirala. Ja. Sem hvaležen, tudi da sem tebe spoznal. Hvala enako. Ja, ti želim vse dobro, no. Pa hvala za tvoj čas. Hvala. Ja. Srečno. Cut.